Viva podcast za višjo kakovost življenja. Ko onesposobi migrena, se življenje ustavi. Ena najpogostejših nevroloških motenj ima različne obraze, vsem pa je skupna neznosna bolečina. Migrena, še posebej, če ni pravilno zdravljena, znižuje kakovost življenja bolnikov in hkrati predstavlja pomembno breme za družbo. Za predstavo, stroški bolniških staležev zaradi migrene so leta 2022 znašali kar 1,5 milijona evrov. Nezanemarljivi so tudi stroški zdravil. Samo za biološka zdravila za preventivno zdravljenje migrene naj bi v letošnjem letu potrošili 4,320,000 evrov. Viva podcast. Kolikšna je verjetnost, da otrok migreno podeduje po starših? Zakaj se ta pogosteje pojavlja pri ženskah? Kako lahko bolnik preživi 72-urni napad migrene? Katera zdravila so najbolj učinkovita in kdaj bodo v Sloveniji na voljo najnovejša zdravila za migreno? Ter seveda, zakaj bolnik in zdravnik pri iskanju pravega zdravila ne smeta obupati? Na vsa ta vprašanja v Vivinem podcastu odgovarja nevrologinja, primarijka profesorica doktorica Bojana Žvan. O življenju z migreno pa je spregovorila bolnica. Poimenovali jo bomo Nuša. Migrenski glavoboli so se mi začeli približno nekje pri 14. letu, v 8. razredu osnovne šole, pred nastopom pubertete. Prvi začetki so bili zelo hudi. Prvi glavobol, ko sem imela takrat, se spomnim, da je bilo močna slabost, bruhanje. Vem, da so me starši prišli iskat v šolo, da so učiteljica je poklicala starše, ki takrat ni vedela, zakaj gre, in vem, da je takrat trajalo 3 dni, da sem bila v svoji sobi, v temnem prostoru. S temi migrenskimi napadi v bistvu zdaj živim že cirka 30 let. Razen med obema nosečnostima so si pa te migrenski napadi čist umirili. Pri prvi nosečnosti nisem imela skoraj 4 leta migrenskih napadov, pri drugi nosečnosti pa 2 leti. Migreno ima približno 10% otrok starih od 5 do 15 let. In sicer polovica oseb migreno ima prvi napad pred 12 letom starosti. Večina se pa seveda kasneje migrene pojavlja pri ženskah, takrat, ko hormonsko dozorijo, to je okrog 17 let. Vzroki migrene še vedno niso popolnoma jasni, patofiziologija je še vedno skrivnostna in veliko vlogo pa ima genetika in pa okoljski dejavniki. Migrene se običajno pojavljajo v istih družinah, čeprav to ni dobesedno dedovanje, ampak naprimer, če bi imel en starš migreno, bi naj imelo 50% potomcev verjetnosti, da bo imelo migreno, seveda, če vpliva na to tudi okolje, če bi pa imela oba starša migreno, pa kar 90%. Kar se tiče patofiziologije, so vpletene spremembe v možganskem deblu in pa njegovem najbolj pomembnem igralcu v migreni, to je trovejni možganski živec, nervus trigeminus, ki je odgovoren za ta bolečinski krog. Prav tako je močno vključen v patofiziologijo migrene nevrotransmitor, to je možganski prenašalec impulzov serotonin, ki pomaga uravnavati bolečino v živčnem sistemu. Potem so pa tu vključeni še drugi nevrotransmiterji in najpomembnejši je peptid povezan z genom za kalcitonin, ki ga na kratko imenujemo kar CGRP. In danes so ta nova zdravila usmerjena proti temu peptidu, ki je tak močan dejavnik pri patofiziologiji migrene. V bistvu je bilo tako, da so bili od začetka zelo močni glavoboli. Niso se stopnjevali, mogoče včasih pri določenem premiku glave. Sem takoj recimo začutila ostro, močno bolečino. Vedno sem se počutila slabo, bala sem pa se, če se mi je to zgodilo kje drugje, če ni bilo to doma, naprimer v šoli ali na kakšnem izletu. Vedno sem bila v strahu, da ali bom pozabila zdravila, ali bom koga s tem obremenila, ali učitelje, ali svoj razred v šoli. Tako da po tej 3. epizodi hudi v osnovni šoli so me pa starši oziroma mama odpeljala k zdravniku.
Ja, migrena je običajno močna bolečina ali pa zmerna. Blage migrene pravzaprav ne poznamo, čeprav so celo nekatere oblike migrene takšne, da imamo samo avro brez glavobola. Tudi to so sicer redke, ampak se pojavljajo. Migrena se pojavlja običajno z hudim glavobolom, ki je utripajoč, tako kot je opisovala pacientka, običajno na eni strani glave, ampak ima 40% pacientov pa kar obojestransko bolečino, bodisi v sencih ali pa v zatilju. Temu se lahko pridruži slabost, lahko je včasih prisotno bruhanje in pa seveda občutljivost na svetlobo in pri nekaterih pacientih tudi na zvoke. Migrena traja običajno 4 do 72 ur, bolečina pa je lahko tako huda, da ga ovira pri vsakodnevnem življenju, pa ne samo bolečina, tudi drugi simptomi, ki se sočasno pojavljajo z migreno. Torej, migrena ima mnoge obraze. Kot sem že prej poudarila, so to migrene z avro, ki so klasične migrene in je večinoma vidna avra. Ta je najbolj pomembna. Pri 90% se manifestira avra kot vidna. Potem so še druge avre, senzorična avra, naprimer, da čuti pacient mravljinčenje po eni strani obraza ali pa po eni strani telesa. Lahko so tudi motorične avre, ki so zelo redke, da pacient enostavno ohromi. Med senzorične avre sodijo še motnje govora, ko pacient ne najde izraza in ne more spregovoriti. In potem so še kognitivne avre, ki so najbolj redke, te pa se manifestirajo v obliki nekakšne zmedenosti. Vidna avra se pojavlja kot recimo neke svetleče pikice ali pa cikcak črte ali pa krogi, ki počasi naraščajo, ali C oblike. In pa mogoče neka motnjava v videnju, lahko se pojavlja tudi recimo temne lise ali pa celo izpadi po polovici vidnega polja. Potem so druge vrste migrene, kot so navadne migrene, ki imajo isto klinično sliko, ki sem jo že omenjala, samo da nimajo avre, teh je približno 80% pacientov. Potem moramo biti pa pri otrocih zelo pozorni na te otroške paroksizme, se pravi ciklične spremembe, kot je recimo ciklično bruhanje v enem mesecu ali pa recimo trebušni krči v enem mesecu. Če se pojavljajo v nekakšnem vzorcu, takrat lahko pomislimo, da je to gre za migreno in da bo takšen otrok kasneje tudi razvil migreno. Potem so še vestibularne migrene, to so motnje ravnotežja, ki se prav tako pojavljajo ciklično in tudi te so zelo moteče. In pa seveda zelo pomembna je menstrualna migrena, ki se pojavlja samo v fazi menstruacije in jo lahko na ta način zdravimo tudi preventivno, samo v tej fazi. In pa, kar je že sodi v sekundarne glavobole, so to glavoboli zaradi čezmerne uporabe zdravil. Osebna zdravnica je nekako takoj vedela, zakaj gre. Rekla je, da ima migreno, ni znala določiti vrsto migrene, je pa rekla, da je možno, da se to dogaja zaradi pubertete, ker potem menstruacijo sem dobila šele v prvem letniku gimnazije. Res veliko tablet sem pojedla v tistem času, je meni osebna zdravnica prepisovala analgetike, katere sem, ko se spomnim za nazaj, imela polno nočno marco teh tablet. Pri diagnostiki migrene je zelo pomembna ta klinična slika, potem časovno, kdaj se pojavlja, in pa zelo preprost identifikacijski test za migreno, IDA migrena test, ki vsebuje 3 pomembna vprašanja, če pa čuti pacient slabost ali bruha, če ga moti svetloba in pa če ga migrena onesposobi. Ko odgovori pacient z 2x da, je 93% možnosti, da bo imel pacient migreno. Niso vse migrene združene z avro. Avro ima približno 20% pacientov, to je klasična migrena, se imenuje. Drugih 80% ima pa navadno migreno, ko se avra ne pojavlja. In ta avra je tudi zelo, zelo pomembna pri diagnozi migrene. Žal danes nimamo slikovnih metod, da bi diagnozo potrdile, niti nekih migrenskih markerjev, da bi s tem določili migreno, ampak samo na podlagi mednarodne klasifikacije o glavobolnih motnjah, ker so jasno izražene vse te znaki migrene in pa vseh migren, ki jih poznamo. Prvo je treba biti pozoren na sekundarne glavobole, to so glavoboli, ki jih nekaj povzroča.
Možganski tumor je eden, potem so lahko možgansko-žilne bolezni, recimo možganska krvavitev, zlasti subarahnoidna krvavitev, ki se začne lahko podobno kot migrena s hudim glavobolom in bruhanjem. Potem je treba misliti na vnetne procese, bodisi sinuzitise, bodisi vse strukture v glavi, ki so očesne bolezni, zoboboli in tako dalje. Potem je potrebno misliti celo na psihiatrične motnje, ker tudi pri psihiatričnih boleznih se lahko manifestira bolezen kot glavobol. Skratka, tu je treba narediti vso diagnostiko, če nismo prepričani glede na klinične znake, da ne bi spustili sekundarni glavobol. Ja, v bistvu pri meni so migrenski napadi še vedno zelo hudi. Takrat postanem odsotna, imam tudi bolečine na dotik glave, oslabljen vid, včasih tudi dvojni vid. Zdaj pri 43 letih se mi to pojavlja na drugačen način, kot takrat med študijami in v srednji šoli, takrat, kadar imam naporne dneve pred menstrualnim ciklusom ali pa ob nenadni spremembi vremena, recimo, kadar se pripravlja k deževju ali pa kadar je zelo vroče. Večinokrat se mi začne z eno rahlo vrtoglavco, potem pa se v bistvu zelo hitro preide v tako močno bolečino. Na začetku sem potem, ko sem bila starejša, poskušala tudi z alternativo, šla sem tudi v protibolečinsko ambulanto. Najbolj mi pa pomaga to, da imam nek miren, ustaljen način življenja. Sicer v teh časih je to zelo težko, mi pa odkar prejemam biološka zdravila, to je nekako kar omiljeno. Živim v bistvu tako, da pač v takem toku mirnem življenja, da ne razmišljam na migreno, imam pa vedno s seboj pač tablete ali pač še vedno sem pripravljena, da lahko pride do migrenskega napada. Viva podcast. Zdaj, če se dotaknemo zdravljenja migrene, je namen zdravljenja migrene prekinitev bolečine. To je zelo pomembno. Izboljšanje funkcioniranja pacienta, zmanjšanje pogostnosti glavobolov ter pa preprečevanje in omejevanje napredovanja migrene. Zato je zdravljenje potrebno iz večjih vidikov. Prvi je sprememba življenjskega sloga. To so nefarmakološki načini zdravljenja, kjer je potrebno obravnavati sprožilce migrene. Se pravi, da mora pacient ugotoviti sam pri sebi, kateri so tisti sprožilci. Med najbolj znanimi sprožilci je stres. Recimo, stres je odgovoren za 80% sproženja migrene. Potem so recimo hormoni pri ženskah, celo spremembe vremena so že na 3. mestu. Recimo izpuščanje obrokov, ne vrsta prehrane toliko kot izpuščanje obrokov, slaba hidracija in pa recimo motnje spanja. Recimo ne smemo spati ne preveč, ne premalo, ker tudi če preveč spimo, se lahko migrena sproži. Potem so pa vsi ostali dejavniki, kot so hrana, telesna aktivnost in tako dalje. Naslednja faza je zdravljenje akutne migrene. To je takrat, ko se napad začne. Recimo, če se odločimo za zdravljenje z navadnimi analgetiki, lahko analgetik vzamemo že takoj, recimo ob fazi aure. Če pa se odločimo za specifična zdravila, kot so recimo triptani danes, ki delujejo točno na nek nevrotransmiterski sistem, te pa ne smemo vzeti v fazi aure, ker lahko podaljšajo auro. Potem je pa zelo pomembno tudi, da z akutnimi zdravili čim prej prekinemo migrenski napad. Potem imamo pa še preventivno zdravljenje, kjer zmanjšamo splošne klinične znake migrene, recimo pogostnost, intenzivnost in pa trajanje migrene, izboljšamo odzivnost na akutna zdravila in pa zmanjšamo onesposobljenost in se potem s tem lahko izognemo tudi glavobolom zaradi čezmerne rabe akutnih zdravil. Med enostavnimi analgetiki sem jih že velikokrat naštela, so paracetamol in aspirin najbolj poznani, lahko tudi kofein. Potem so nesteroidni antireumatiki, to so recimo kot je naprosin ali pa ketoprofen. Potem pa so opioidi, ki jih ne priporočamo, ker ti so tisti, ki zelo radi povzročajo glavobol zaradi čezmerne rabe zdravil. In pa seveda uporabo zdravil je treba seveda omejevati. To je zelo pomembno.
Uporabljamo lahko tudi zdravila proti slabosti, te imenujemo antiemetiki, potem pa, kot sem že prej omenila, specifična zdravila. Starejša zdravila so triptani, recimo najbolj znan je sumatriptan. Ti so usmerjeni proti receptorjem, ki pospešujejo izločanje serotonina. Potem so pa zdaj že novejša zdravila za akutno zdravljenje, to so gepanti. V Sloveniji imamo že na razpolago rimegepant, ta pa blokira to molekulo, ko sem jo prej omenjala, CGRP. Prav, da jo zavira in s tem deluje na ta bolečinski krog in zmanjšuje možnost akutnih napadov. Uporabljamo ga pa tudi za preventivno zdravljenje. Zelo težko pričakujemo ditane, ki delujejo na podoben receptorski sistem kot triptani in skozi ta receptorski sistem tudi blokirajo CGRP. Vendar njihova prednost je v tem, da ne povzročajo srčno-žilnih zapletov. Lahko jih prejemajo bolniki tudi, ki imajo visok krvni tlak ali pa recimo bolniki po možganski kapi ali po miokardnem infarktu, kar triptanov ne smejo. Pri teh pacientih so triptani prepovedani. Poleg tega se lahko ditani dajo tudi v fazi aure. Da ne pozabim, tudi gepanti se lahko dajo že v fazi aure, to je takoj, ko se pojavijo prvi migrenski simptomi. Poleg tega pa ta nova zdravila ne povzročajo sekundarnih glavobolov zaradi čezmerne rabe zdravil. Ditane pričakujemo, ne vemo točno, mogoče čez 2 leti v Sloveniji. Gepant prihaja pa na novo atogepant, ki bo pa za preventivno zdravljenje. Rimegepant lahko danes uporabljamo tako za akutno kot za preventivno zdravljenje. Atogepant bo pa zaenkrat zelo uspešno preventivno zdravilo, ki ga v kratkem pričakujemo. Družina me pa tam zelo podpira, me razume. Ponavadi, če se mi to zgodi v službi, zadržano potrpim, vzamem tablet, če je pa zelo hudo, sem pa tudi ostala že doma, mogoče 1 dan. Sicer za migrenske napade načeloma ne jemljem bolniške odsotnosti, kar ima že v osnovi zelo visok prag bolečine. Zdaj, mogoče res 50% pacientov ni v nesposobljenju, ampak morate računati, da je v svetu 12 do 15% oseb, ki imajo migreno in v tem trenutku živi v svetu 1 milijardo oseb, ki imajo migreno. Računamo, da jih je v Sloveniji okrog 300,000 takih, ki ima migreno. To je velika številka. In tudi, če jih 50% ni onesposobljenih zaradi tega, ker imajo migrene poredkoma, ni treba, da jih imajo vsak mesec, lahko jih imajo 2-krat na mesec, 2-krat na leto, lahko jih imajo samo 1-krat na mesec in vse te nianse. Je pa res, da se takrat, ko je migrena vsaj 4-krat mesečno, odločimo za preventivno zdravljenje z novejšimi zdravili, ker migrena te paciente onesposoblja. To pomeni, da so pacienti neproduktivni, ne morejo biti v službi, imajo večinoma bolniške ali so pa v službi in čepijo v nekem kotu in so nefunkcionalni. Poleg tega so zelo ovirani, kar se tiče socialnega življenja, ne morejo v družbo, ne morejo s prijatelji recimo na koncert. Kar se tiče družinskega življenja, so zelo hendikepirani, ne morejo živeti normalno življenje skupaj z otroci, ne morejo se jim posvečati, ne morejo niti takrat, ko imajo kakšne skupne družinske izlete ali pa celo pomoč pri šoli. Ti pacienti so onesposobljeni tudi takrat, ko si postavljajo svoje karierne poti, recimo ne morejo študirati, če imajo neko odgovorno delovno mesto, nekega vodilnega, ne morejo pravilno funkcionirati, da bi bili ves čas v pozoru in izpolnjevali te naloge, ki jih tako delovno mesto prinaša. Tako da je migrena zelo, zelo onesposobljajoča in je treba to bolezen jemati zelo kompleksno in zelo resno in ozaveščati tudi delodajalce, da so ti pacienti resnično bolni. Prvič sem bila k specialistu napotena pred 25 leti. Še vedno hodim 2-krat letno. Najprej sva pri prvem specialističnem pregledu smo imeli podroben pogovor o otroških bolezni v družini, moje prehranjevalne navade, in imela sem takrat tudi prvi nevrološki pregled CT glave. Moje zdravljenje se je potem nadaljevalo s kombinacijo vse mogočih protibolečinskih tablet, preden sem pa šla v bistvu iz teh protibolečinskih tablet na prehod na moje biološko zdravilo.
No, veliko revolucijo pri preventivnem zdravljenju migrene pa so napravila biološka zdravila. To so monoklonska protitelesa, ki sodijo med zaviralce CGRP. Danes imamo v Sloveniji 4 monoklonska protitelesa, vsa 4, ki so sploh na razpolago v svetu, in sicer Erenumab, to je v bistvu zdravilo, ki deluje na receptor CGRP, in pa ostala 3, to so Eptinezumab, Galkanezumab in Fremanezumab, ki pa vplivajo na peptid povezan z genom, se pravi na nek delček, ki ni direktno receptor. V bistvu zdaj imam napade nekako 2-krat na mesec. Pred uvedbo zdravila biološkega sem imela 4-krat ali več. Stanje se še ni umirilo. Zdaj v bistvu opažam, ko prehajam mogoče v zgodnjo menopavzo in opažam, da se mi nekako spet povečujejo glavoboli, oziroma večkrat moram vzeti analgetik, da potem umirim. Ja, migrena je močno hormonsko pogojena bolezen in približno 3-krat več žensk zboleva za migreno kot moških. Odvisna je seveda od tega hormonskega statusa, naprimer estrogen, to je ženski spolni hormon, se močno izloča v fazi nosečnosti in takrat ni pogostih migren, niti ne v fazi dojenja, ker estrogeni delujejo zaščitno proti migreni. In seveda, ker so ženski spolni hormoni tako zelo vplivni, pač imajo toliko več migren ženske. Nevrolog nekako nima odgovora na to, sicer moja nevrologinja pravi, da je to tudi način življenja, kar je res. Včasih moraš kakšno stvar v bistvu tudi prilagoditi po tem temu. Ja, migrena je bolezen, ki spremlja pacienta vse življenje. Težko govorimo, da bo nekdo ozdravel, če nosi te gene in če so ti okoljski dejavniki nekako določili, da bo imel migrenske napade. Pri teh migrenah, ki niso zelo onesposobljajoče, in če specialist družinske medicine pozna klasifikacijo migrenskih glavobolov oziroma sploh glavobolnih motenj in če pozna kriterije za diagnozo migrene, lahko sam postavi diagnozo. Ko postavi diagnozo, se odloči za vse te strategije, ki so dosegljive njemu. Se pravi, sprememba načina življenja, potem zdravljenje akutnih glavobolov, kot je recimo lahko z nespecifičnimi analgetiki, lahko tudi z triptani, lahko danes tudi z gepanti, ki jih lahko predpisuje tudi zdravnik, se pravi specialist splošne medicine. Za preventivno zdravljenje se lahko prav tako odloči že zdravnik splošne medicine oziroma osebni zdravnik, kadar ne gre za monoklonska protitelesa. Ko se odloči za biološka zdravila, takrat ga pa mora poslati specialistu, nevrologu ali algologu, da mu on ta zdravila uvede, kasneje pa lahko zdravnik družinske medicine tudi predpisuje ta zdravila. Migrenski dnevnik vodim, kar se mi zdi zelo pomembno. Vsi pa v bistvu zabeležim, sem si kar sama naredila ta migrenski dnevnik, kjer imam v bistvu, kater dan v tednu se mi to zgodi, v bistvu koliko časa traja. Nekako moč migrene, pač nevrologinja reka, da je lestvica od 1 do 10. Kakšen analgetik zraven vzamem, kje me boli glava, kakšne v bistvu imam simptome, kaj me boli, kako se počutim. V kateri fazi ciklusa sem, kaj mislim, da mi je sprožilo, ali hrana, ali stres, ali kakšen nepredviden dogodek. Absolutno je migrenski dnevnik najbolj pomemben pri učinkovitosti zdravljenja. In to pri vseh fazah zdravljenja, katere sem omenjala. Treba je gledati frekvenco glavobola, časovno, kdaj se pojavlja, kateri so sprožilci in pa seveda, ko se glavobol pri zdravljenju omili na neki lestvici, ko ocenjujemo jakost bolečine od 0 do 10, to je vizualna analogna lestvica, kjer pacient pač oceni jakost bolečine glede na svojo lastno intenzivnost. Se pravi, katero bolečino v življenju je bila moja najhujša. Ko primerja svojo najhujšo bolečino z migrensko bolečino, se potem enostavno lahko odloči, koliko se je ta intenzivnost migrenskih glavobolov izboljšala. Nevrologinja Bojana Žvan je prepričana, da lahko z boljšim poznavanjem bolezni, sodelovanjem pri zdravljenju in soočanju z bremenom migrene dosežemo končni cilj zadovoljnega bolnika, ki svojo bolezen razume, jo obvlada in tako izboljšuje kakovost svojega življenja z migreno.
podcast. Poslušali ste prvo epizodo Vivinega podcasta. Vabimo pa vas tudi že k spremljanju naslednje, kjer bomo razjasnili, kakšne pravice imamo pacienti v slovenskem zdravstvenem sistemu. Odgovorili bomo tudi na pogosta vprašanja, s katerimi se srečujemo pri uveljavljanju svojih pravic.